V okviru Mlekarske zadruge Ptuj se soočamo z izredno zahtevno logistiko zbiranja in prevoza surovega mleka. Gre za organizacijo 90,7 milijona litrov organiziranega odkupa na letnem nivoju in sprememba delovnega časa, s katero smo se soočili v maju leta 2025, je pred nas postavila izredno zahtevno vprašanje, kako pravzaprav sploh v omejenem delovnem času šoferjev to mleko zbrati, prečrpati in odpeljati končnim kupcem. Nastala situacija je zahtevala seveda dodatne delovne moči, ki jih je pa danes na trgu nemogoče najti, sploh za zbiranje mleka. In bom rekel, po tehtanju različnih možnosti smo se žal na nivoju upravnega odbora Mlekarske zadruge Ptuj odločili, da bomo zaostrili kriterij minimalne količine za odvoz mleka od doma. Sprejet je bil sklep, s katerim smo bom rekel, kmetijam, ki ne dosegajo 300 litrov mleka v 2 dneh, odrekli nadaljnji odvoz iz kmetije oziroma v prehodnem obdobju ponudili 4 možnosti. Prva od njih je bila, da seveda v sodelovanju z nami povečajo proizvodnjo, kar smo jim bili pripravljeni tudi sofinancirati. Druga je bila, da si omislijo prevozni bazen in pripeljejo mleko na neko drugo, sicer zbirno lokacijo, kjer kamion črpa večje količine. Tretja možnost je, da se preusmerijo z mlekom v tako imenovano skupinsko zbiralnico, ki je nekje v regiji, po informacijah so najbolj oddaljene tam med 5 in 7 km, kjer se še vedno mleko lahko čisto normalno prevzema in odkupi. No in četrta možnost je, da pač si probajo najti mogoče kakega drugega odkupovalca mleka oziroma mogoče tudi prenehajo z proizvodnjo. Načeloma v okviru zadruge smo imeli 75 takih proizvajalcev, ki jih je to, bom rekel, doletelo. Zdaj moram reči, da pomembno število njih se sicer odločilo, da bojo povečali proizvodnjo, nekateri so si omislili prevozne bazene. Zdaj moram pa reči, da je pa, mislim, da 16-17 kmetij pa se odločilo, da pa si poišče odkupovalca drugam, kar je seveda, bom rekel, žal iz naše stvari sprejemljiva odločitev in jih tudi nismo ovirali pri tem prehodu. Vedno se postavlja vprašanje, ali je to potrebno, ne? Namreč v okviru naše zadruge je običajni delovnik trajal 12 ur, šofer je delal vsak drug dan, kar pomeni, da je na mesečnem nivoju v 15 delovnih dneh oddelal okrog 180 ur in ta zadeva je čisto normalno tekla in bom rekel, vsi šoferji zadovoljni, noben ni imel občutka nekega preobremenjenosti. No, zdaj s temi omejitvami pa pravzaprav mi težko zagotavljamo vse tiste nujno potrebne pavze, ne moremo zagotoviti dopustov, bolniških in vsega ostalega. Skratka, cel sistem se nam precej načenja in ruši in šoferji pravzaprav težko obvladujejo nastalo zadevo.